Pa smo jo dosegli. 500 namreč. Z novim Renaultom Scenikom sem uspel prevoziti 500 km, preden sem ponovno moral obiskati električno polnilnico. No, če sem čisto iskren, enkrat smo to 500 v avtomobilnosti že dosegli. To je bilo na poti od Bodenskega jezera, ko smo se vozili čez Alpe, ampak takrat smo jo dosegli predvsem po sili razmer. Na tisti regionalni cesti je bilo takrat namreč zelo težko najti delujočo električno polnilnico. Zato smo se morali voziti po polžje. Tokrat pa ta številka ni bila dosežena s težavo, ampak pri povsem vsakdanji vožnji. No, da bomo natančni, dosegli smo jo pri mešanem ciklu, tako kot vozimo vse naše testne avtomobile, torej tretjina avtoceste, tretjina regionalke in tretjina mestne vožnje. Vozili smo pri temperaturah med 10 in 15 stopinj Celzija, kar je po mojem mnenju kar dober oziroma tipičen primer neke običajne spomladanske rabe tega avtomobila. Tudi za tiste, na primer dnevne migrante, ki boste s tem avtomobilom več vozili po avtocesti, imam dober podatek. Sam sem se namreč tekom testa odpravil tudi do Dunaja, takrat sem v avto naložil celo 5 oseb z vso pripadajočo prtljago, no in tudi z te poti lahko poročam o ugodni porabi energije. Ta je takrat znašala le nekaj nad 20 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Kljub temu, da imajo nekateri električni avtomobili še celo večjo baterijo, kot jo ima Scenic, pa 500 ne dosežejo ravno pogosto. In v čem je nauk te zgodbe? Skrivnost tiči predvsem v učinkovitosti električnega avtomobila. Zato se ob nakupu električnega avtomobila ne ozirajte samo na to, kako veliko baterijo bo imel oziroma kako velik je skupni električni doseg. Predvsem pozorno preverite teste, kako malo energije bo porabil za 100 km vožnje. Zakaj bi na primer v hribe nosili težak nahrbtnik z robo za en teden, če pa vemo, da bomo tam preživeli le en dan? Renault je torej s Scenicovo baterijo očitno zadev tisti sweet spot, kot mu radi rečemo. Torej, velikost Scenicove baterije je očitno zelo pametno odmerjena. Še preden s Scenicom nadaljujemo, pa sledi kratko povabilo. Naročite se na naš YouTube kanal, da ne boste zamudili nobenega testa zanimivih avtomobilskih novosti. Precej pameten pa je ta avto tudi na področju asistenčnih sistemov. Predvsem sistem za ohranjanje sredine voznega pasu in pametni prilagodljivi tempomat sta mi bila v veliko pomoč. Tudi zato, ker nista zelo invazivna, ampak na naše reakcije odreagirata precej zmerno. In ko smo že pri asistenčnih sistemih, poglejte tukaj na matričnih žarometih piše Made in Slovenija, kar pomeni, da so ti žarometi plod slovenskega znanja. Seveda izdelujejo jih Hella Saturnus in tudi to tovarno smo v naši oddaji že obiskali. No, z testa pa vam lahko povem, da ti žarometi delujejo zelo dobro, zelo prepričljivo, kar pomeni, da so snovalci hardvera pa tudi softvera opravili odlično delo. Scenic želi torej z zajetnim električnim dosegom nedvomno igrati vlogo prvega avtomobila pri hiši. Ampak pri tem pa nas seveda zanima, koliko je v njem ostalo še tistega originalnega Scenica, ki je naokoli prevažal toliko družin, tudi v Sloveniji. Danes ima Scenic izključno električni pogon, no pa tudi enoprostorska oblika se je v duhu časa seveda nekoliko preobrazila. Ampak že stari Scenic je bil v notranjosti zelo praktičen. Imel je na primer pomično zadnjo klop, pa 3 ločene sedeže zadaj, ki so omogočali, da se je preprosto namestil tudi kakšen otroški sedež, no lahko pa je imel tudi stekleno streho, skozi katero so otroci na zadnji klopi lahko občudovali krošnje dreves ali pa dežne kapljice. Povem vam, da je veliko te praktičnosti ohranil tudi novi Scenic. Na papirju gre sicer res za SUV-ja, ampak po mojem mnenju gre v tem primeru bolj za mešanico SUV-ja in pa družinskega karavana. Tudi v novem Scenicu se tukaj zadaj, poglejte, brez težav vozijo 3, tudi na dolge poti. Poglejte, koliko prostora imam tukaj zadaj. No, pa tudi stekleno streho imamo, ki je tokrat elektrokromatska in jo lahko po želji zatemnimo s preprostim ukazom Google. Hey Google, close the solar bay. Okay,
Darkening the solar bay. Pravzaprav je integracija Googlovih storitev ena največjih prednosti zadnje generacije Renaultovih vozil. Zame so še posebej koristni Googlovi zemljevidi, no na splošno pa je tale osrednji zaslon zelo dobro odziven in preprost za uporabo. Zelo všeč pa mi je tudi, da je tukaj spodaj še ostalo nekaj klasičnih fizičnih tipk do tistih najpomembnejših funkcij. No, morda bi lahko pri Renaultu vseeno nekoliko bolje zapolnili oziroma izkoristili tale razmeroma velik zaslon pred voznikom, no, verjetno pa vam bo všeč, da je odslej ta ročica za menjanje prestav neposredno ob volanskem obroču. Na volanskem obroču, ki je mimogrede zelo lepo oblikovan, pa je tudi tale gumb Multisense, s katerim lahko zelo hitro in preprosto menjamo vozne programe. Materiali so medtem na splošno na zadovoljivem nivoju, sploh tam, kjer se površin dotikamo in je to najpomembnejše, no še bolj pa Scenic prepriča s svojimi kar razkošnimi odlagalnimi mesti in pa na splošno s prostornostjo. Pravzaprav je notranjost novodobnega Scenica celo bolj prostorna, kot bi to prisodili na prvi pogled, oziroma glede na zunanji videz avtomobila. Poglejte, na primer, tudi prtljažnik je precej prostoren, še vedno je precej velika kocka, tako kot pri originalu. V novem Scenicu torej še naprej ostaja veliko Scenica. Ta avto je kompakten, ampak prostoren, ima veliko baterijo, ampak ni požrešen. No, le na področju voznih lastnosti je velika razlika v primerjavi z originalom. Verjemite, tale se precej bolj prepričljivo vozi v zavojih. Krmiljenje Scenica je zelo lahkotno, a nudi dobro povratno informacijo. Podvozje je dovolj odzivno, a ne trdo, za nameček pa je precej nizka tudi vozniška pozicija, kar pomeni, da avto v zavojih zelo dobro čutimo. Elektromotor naše testne različice ima 160 kW moči in 300 Nm navora, kar pomeni, da je avto prijetno poskočen, a tisto, kar pri Scenicu resnično prepriča, je njegova učinkovitost. No, ko boste teh 500 km prevozili in se boste ponovno ustavili na električni polnilnici, pa boste lahko ob doplačilu za Fast Charging paket z enosmernim tokom, torej na hitri polnilnici, polnili z največjo močjo 150 kW. No, ampak, kar je še bolj pomembno, z izmeničnim tokom, torej na običajni javni polnilnici, pa boste lahko polnili z največjo močjo 22 kW. To je pa danes že kar redko, ampak zelo uporabno. Na našem YouTube kanalu vam ponujamo še precej vsebin o vozilih zadnje Renaultove generacije. Naj bo Renault po izbiri vaš naslednji klik.